Prvič. Č. Voda je sestavina našega telesa, a tudi vseh tekočin. V gospodinstvu jo uporabimo v različnih okoliščinah in za različne namene. Tudi kada smo bolni. Kaj si takrat Pozvolite me, če govorila sem se zeleni? Čaj. Čaj? Je, da ima odgovor, prva točka za zeleni. Največ. Če ne bom opazil, odgovor na črko B. Med delovanjem je napolnjen z vodo. Običajno pomeni do konca v miru, ne da bi stiskati v miru, ne hiteti, imate pravico. To je del pralnega stroja, ki sprejme 5 ali več kilogramov umazanega perila, imenuje se enako kot glasbilo, na katerega udarjamo s palčkami. Prosim za govor. Boben. Boben je pravilno odgovor. Rezultat? 2, nič, zeleni. Kolega, gremo dalje. Odgovor na M. Spada med dnevne tečanje. Po obliki je podoben kačji rep. Mi pa iščemo morsko žival, ki je dobila ime po značilnem telesu, sestavljenem zeleni. Morska zvezda. Morska zvezda je pravilno odgovor. 3 proti nič. Proti nič. Se slišimo, da ne bi mikrofona resne. J, zlata črka, to pomeni, če neodločeno je ta odloča. Rumeno, zdaj, mojca. Mojca, zlata. J, morja, reke in druge vode nudijo življenjski prostor številnim živalim. Najštevilčnejši predstavniki slanih in sladkih voda so ribe. To so družabne živali, saj pogosto vidimo plavati skupaj. Kako imenujemo skupino rib? Zeleni? Jata. Jata je pravilno odgovor. Domeni so se preveč na primeru izčrpali zdaj. Tam so svoje bio, so primer vložni. Odgovor na črko D. Danes se velika večina otrok že zgodaj nauči plavati, vendar pa so slogi plavanja različni. Kako imenuje? Domeni? Delfin. Delfin je pravilno odgovor. 4 proti 1, ni še izgubljeno. Smo pri 6. črki. P. V stanovanju je voda prisotna predvsem plesen. Plesen? Da slišal? Plesen? Ne bo pravilno odgovor. V kuhinji. Kuhanje je bolj ekonomično, če posodo pokrijemo z ustrezno pokrovko. S tem preprečimo, da bi vrela voda odhajala iz posode, v obliki vodnih klapov, ki imenujemo tudi para, je pravilno odgovor. Včasih se splača biti hiter, včasih tudi ne. Odgovor na črko U. Voda nam omogoča marsikaj. V gospodinstvu z njeno pomočjo kuhamo, reke in morja pa so plovne poti. Pomembna je tudi pri vzdrževanju čistoče. Kako imenujemo postopek, s pomočjo katerega umazane rok? Gremi? Umivanje. Umivanje, kaj pa umivanje? H. Za eno od živih bitij je značilno gibanje. Premika se na poseben način in sicer s pomočjo vode, ki jo iztisne skozi poseben lijak. Po dnu morja se plazi s pomočjo lov. Vodnica. Počakajte, da spoključem, torej zeleni vodnice.
neizčrpan vir živih bitij. Ta, ki ga iščemo, spada med mehkužce. Nekatere končajo na krožniku, druge v vaši zeleni školjke, je to ima dovolj. In voda je pomembna za preživetje, poleg tega pa nam olajša in popestri življenje. Omogoča promet, pa tudi športne aktivnosti. Tako imenujemo šport, kjer tekmovalci sedijo v zeleni. Veslanje. Veslanje je pravilno dovolj in dobili smo prve polfinaliste, ekipa B. Hvala za enkrat, seveda lahko je zadoskati. Ekipa C, ekipa D. Ekipa C rumeni, ekipa D zeleni. Takole, torej, sistem poznamo, ne? Kljub temu bomo, da se spomnimo, si primer pogledali, isti je, tako da, torej, črka, postopno se izpisuje vprašanje, kako hitro veste, se nežno prijavite, imamo zdaj glavne funkcije, sicer prej smo videli ravno funkcije, so nekaj grobe, ne? In potem počakajte vprašaj, počakajte, da vas kličem. Ekipa C so rumeni, ekipa D so zeleni in seveda govorite. Kaj zdaj? Šluk morate narediti. Moram vas jaz spomniti, da me spomnite. Jaz moram vas spomniti, da vi meni spomnite. Kaj ti to reči? Prvič. K. Voda je lahko tudi nevarna. Včasih sama po sebi, zaradi valov, vrtincev ali deločega toka, drugič spet zaradi njenih prebivalcev. Enemu se raje izognemo. Zeleni? Krokodil. Krokodil je pravilno odgovor. Tudi če bi njegovega sorodnika Hajmana imenovali, bi priznal točka za zelene. Drugič. K. Brez vode ni življenja. Pa tudi okusno pripravljene hrane ne. To vedo tudi Kuhanje. Kuhanje pravijo rumeni. In dva je prav. Ena proti ena. Odgovor na črko L. V gospodinstvu imamo večje in manjše porabnike energije. Hladilnik je eden večjih potrošnikov energije v gospodinstvu. Poleg živil, ki jih tam shranjujemo, nam zamrzovalnik del služi. Pomeni? Led. Led je pravilno odgovor. Dva proti ena. Odgovor na črko P, zlata črka. P, lahko da bo odločala. Plavanje je priljubljen šport mladih. Nekateri le čokotajo v vodi, drugi posnemajo gibe tekmovalcev, nekateri pa se ne zadovoljijo zgolj s plavanjem. Zeleni? Potapljanje. Potapljanje je pravilno odgovor. 2 proti 2, vidite, ampak če bi pri tem ostalo, vi zeleni bili zmagovalci, ne zaradi zlate točke. Ampak ne bo ostalo. Imamo še rešant. Voda nudi življenjski prostor mnogim rastlinam in živali. Strokovnjaki ga uvrščajo med zdravo hrano. Ribo najdemo tudi v Jadranskem morju. Vid? Rumeni? Tuna. Tuna ali tun je pravilno odgovor. 3 do 5 za tune. E. Če ne sodimo med nudiste pri plavanju, oblečemo kopalke. Pri moških je modelov manj, ženske pa lahko izbirajo med vodi,
Enodelne. Enodelni. To je P. Med živalmi so posebnost dvoživke. Ime so dobile potem, ker živijo v vodi in na kopne. Govorimo seveda o žabah in sprašujemo, kako se imenuje zeleni? Pavlovci. Pavlovci, bo pravilno odgovor. R. Jezera spadajo med stoječe sladke vode. V njih najdemo nekatere vodne živali, predvsem ribe. Kako pa se imenuje podobna zeleni? Ribnik. Ribnik. Ja, 4, še dva vprašanja, če neodločeno so zeleni zmagovalci. Odgovor na črko S. Na olimpijskih igrah je kdaj zanimivo spremljati panoge, ki jih ne vidim. Ena od njih od tekmovalcev zahteva, da odrinejo z deske ali dajte mi reči, če smeti. Zeleni? Skoki v vodo. Skoki v vodo, tako je. In še zadnje vprašanje. T. Voda v jezerih, ribnih in morjih se le občasno giba v obliki valov. Za morje je značilno še plimovanje, a vendar le omenjene vode ne spreminjajo mesta, kjer stojijo. Zato te vode imenujemo stoječe vode. Rumeni? Tekoče vode. Tekoče vode in rumeni so dobili še eno točko, ki pa ne zadostuje, ste videli, prišli upoštevajo to zlato pravilo in ste drugi polfinalisti. V prvem polfinalu se pomenite vse tri pobedi. E in F. Alo, ne moreš tega delati. Ajde, gremo. Prvič. E, F. No, E, so domeni. F, domeni. E, smo malo se strašeni, F so pa zelo strašeni. No, večna država na ljudi. O, to so neke vrste zbiralniki vode. Ko se vode nabere dovolj, se ta prav iz njih spusti na zemljo, v obliki dežnika. Barva nežno, prosim, zeleni. Oblaki. Oblaki, prva točka za zelene. Drugič. P. Gospodinstvu lahko prihranimo veliko energije in vode, preprosto tako, da pralni stroj vedno napolnimo do konca. Ko imenujemo oblačila, s katerimi napolnimo pralni stroj. Perilo. Počakajte na vprašaj, počakajte na skričem in odgovorite. To se pomeni. To je. Tretjič. V. Hitrost plavanja je odvisna od spretnosti plavalca in od pripomočkov, ki jih uporablja. Ko imenujemo pripomoček, ki ga vsebujemo na noge in Plavutke. se vas že pripisal. Zdaj pa več nam točk dajal, če boste prihtrebali. Ker sem par krat povedal, zeleni, ko se zadobar. Plavutke. Okay. V. Če tudi je voda v življenju nujno potrebna, je kdaj pa kdaj tudi odveč. Naprimer, prometu. Vozniki vedo, da je mokra cesta bolj spolska, v dežju pa se zmanjša vidljivost. Kako imenujemo metlice? Zeleni? Brisalci. No, vidite, kak gre. Kaj tudi počasno gre. Potrebno je, da se hitro prijavite. Potem pa to ni potrebno biti. P. V morju živi veliko različnih organizmov, tako živali kot rastlin. Pomembno
mesto v prehranjevalni verigi pa zauzemajo drobni ljudje. Nisem vas vključal. Rumeni? Tam to ni prebodo točno, ampak počakaj. Poraba vode ni vezana le na industrijo in gospodinstva. Asfaltna igrišča ali igrišča iz umetnih mas ne zahtevajo vzdrževanja z vodo. Travnata in peščena pa je potrebno zalivati. Govorimo o zeleni? Tenis. Tenis je pravilno odgovor. Zlata, piše? Izraz voda uporabimo v različnih okoliščinah. Tudi za tekočine, ki jih kemik ne bi imenoval voda. Izhrano tekočino imenujemo voda, če tudi je njena sestavina raznolika. Drugo je vezan je seč. Zeleni? Urin. Urin, je pravilno odgovor. Plavanje je lahko prijetna rekreacija ali naporen šport. Ena od težjih disciplin se imenuje po delu telesa. Zeleni? Hrbtno. Hrbtno. L. Nekatere živali se premikajo drugače kot njihovi ožji sorodniki. Če tudi to ni njegov najbolj običajen način premikanja, zna tudi leteti. Eden od predstavnikov se imenuje grbec. To je vodna ptica z delom. Lastovica. Malo bolj nežno. Bolj je vsega napačen, ki pa domeni kako je konca. Eden od predstavnikov se imenuje grbec. To je vodna ptica z belim perjem in oranžnim kljunom, ki ga lahko vidimo na ribih. Ekipa domeni. Labot je predno odgovor. Odgovor na K, zlata črka, ki pa več odločala, opravilo je prijetno in koristno. Zagotovo tudi vi uživate pri tem. Koristno zato, ker spada med osnovne higienske. Zeleni? Kopanje. Kopanje, tako je, in ste tretji polfinalisti, pride Sedaj pa še zadnji dve ekipi. Ekipa G, ste domeni G, ekipa H. Ok, pogledajmo. Imel. No, to je. Ali to zloče, če v skup padu, bo dobo bo zelo sejavi, če skup pade, da bo to bodo dalje. Pade kot. Ker so kopalke skrite pod vodo, tekmovalce ločimo po barvi K. Najstrožja kazen se imenuje 5 metrov, kar ta šport. Nekaj vrste vodni rokomet pa domeni waterpolo, prva točka za mene. Z. Prosim, z. Odstop, voda je razčlenjena. Ponekod prevladujejo šoki, mi pa vas sprašujemo po delu obale, ki se voda zajeda v kopno, lahko bi rekli, da ga zaliva in potem se on zeleni zaliv, 1-1. Zlati žrb. Za naravoslovca je morje življenjsko okolje, zanimivo za proučevanje. Rastlinstvo in živalstvo morja je raznoliko. Glavni prebivalci so ribe, mi pa iščemo žival, med katere sodi tudi kar. Pomeni? Želva in 2-1, pa zlata točka. A. Njegov azijski sorodnik je gavial. Hrani se z ribami, a tudi večjimi sesalci, celo ljudje nismo povsem varni pred njim. Pomeni? Aligator. Aligator, tako je. Dajte kdo to vzame. Mikrofon se ima. Aja? Ok. Na zemlji se prepleta kopno in voda.
voda, vendar je vode več od celinskega dela. Kopno sredi morja imenujemo otok. Kako pa imenujemo kopno? Zeleni? Polotok. Polotok. Rezultat je? Rumeni 3, zeleni 2. R. Merjajo s posebnim hidrometrom. Nastane zaradi kondenzacije vodne pare iz zraka in se kaže v obliki vodnih kapljic na predmetih, zlasti na rastlinah. Kako se imenuje ta vremenski pojav? Ni odgovora, to je rosa. Prvi slišimo, ne? Na! To je vremenski pojav, ki ga spremlja dež, veter, lahko pa tudi grom in strela. Kako imenujemo to nenadno poslabšanje vremena, za katerega so značilni? Rumeni? Ne vihta, tudi neurje, bi priznal. 4:2. K. Manjše morske živali so pogosto žrtve večjih sorodnikov. Točimo zobate. Sem že popisal. Rumeni? Manj. Nekateri že pomeni čakate na dopust, ki ga boste preživeli na morju. Potapljači bodo raziskovali morsko dno. Kako imenujemo pripomoček, ki ga bodo natakli? Rumeni? Maska. In z jasno. Nered naravi, tudi v človeškem telesu voda nenehno kroži. Telo jo obnašamo s pitjem, iz telesa pa izločamo na različne načine, ne neustranično školjko. Kako še drugače imenujemo? Znojenje. Znojenje. Tako je znojenje in dobili smo četrte polfinaliste, torej drugo polfinale. Ja? Ok, sedaj bomo pa pristopili k reko kvizu za mlajše. Sicer bomo oblikovali dve tipi. Se pravi, resnica ali laž. Najprej je prigovati, ko jaz rečem 3, 4, 5. Primer. Hitrost avtomobila merimo v kilometrih na uro. 3, 4, 5. Ja. Dobro. To je še bil primer. Oboji trdite, da je to resnica. Vemo, če je res. Ja. Pravo čas odvikati. Dobro, zdaj pa gre za res. Prvo vprašanje. Gospod, ki je vedel, bitno zdaj. Ja, zdaj smo morala. Torej, prvo vprašanje. Pri tuširanju praviloma porabimo več vode kot pri kopanju kadi. Pri tuširanju več vode kot pri kopanju kadi. 3, 4, 5. Obe ekipi trdita, da je to laž in obe ekipi trdita točno. Drugo vprašanje. Ena od škodljivih padavin se imenuje kisli dež. 3, 4, 5. Vidimo. Obe ekipi trdita, da je to resnica in res je. Tretje vprašanje. Pralni stroj z energijsko nalepko C je varčnejši od stroja z nalepko A. Urem gospodinske aparate so nalepke, štrkani, ne? A, B, C. Torej, 3, 4, zdaj. Zdaj pa ni več tak. Ena ekipa trdi, da je resnica, ena je laž in to je laž. Kateri pa je najbolj manjši? Četrto vprašanje. Veter spada med obnovljive vire energije. 3, 4, 5. Resnica. Seveda, kako lahko obnovimo še veter, oziroma porabimo njegovo silo. Šit, dobro, obnovljiva. 5. Največ hidroelektrarn v Sloveniji je na reki Muri. 3,
4, zdaj. Oboje gradimo najlaž, kateri pa je? Šesto vprašanje. Vključena klimatska naprava v avtomobilu poveča porabo goriva. 3, 4, zdaj. Oboje gradimo najlaž, da vidimo odgovor. Resnica, torej avto porabi več goriva, še imamo sedmo vprašanje. Edini slovenski narodni park se imenuje Triglavski narodni park. 3, 4, zdaj. Gledimo, da je resnica in še točka. Kako vidim 6-5 rezultat. Osmo vprašanje. Da bi premačevali pri gorivu, moramo avtomobil pred vožnjo več minut ogrevati na mestu. Torej, pred vožnjo več minut ogrevati. Premacujemo pri gorivu. 3, 4, zdaj. Ena ekipa trdi, da je to resnica, ena da je laž, pa pogledamo, to je laž. Pri gorivu ne premacujemo, ne? Ga trošimo pri takrat. Deveto vprašanje. Šest. Makleto. 6, kad se prej se se mi zdi, da se prej, vi ste tu prej, ko je stojenako, so imeli zeleni pravi. Ok, ampak da se mi. Pravni stroj porabi več elektrike kot mobilni telefon. 3, 4, zdaj. 5, eni trdijo, da je res, eni da je laž in resnica. Kdo sodi v Sloveniji med ogrožene živalske vrste? 3, 4, zdaj. 5 različna odgovora, zanimivo. Pa da vidimo, to je laž. Prvo imamo kar precej, ne? Taki so malo zanimivo. Dobro, po prvi igri je rezultat 8-6. Dobro. Gremo v drugi igri, to se pravi na prvo ali drugo žogo. Primer. Kako se imenuje začimba, ki jo pridobivamo iz morja? Dobro, to se pravi, da bi dobili dve točki, ne? Če bi prosili za pomoč, bi imali pomoč, torej ali ali koper, eno točko, oziroma nič. Pozor, prva ekipa. Torej, rumeni vprašanje za vas. Če ne, zdaj ne morete odgovarjati, ne? Kaj je? Ne. Čudica. Hvala. Česa primanjkuje v telesu osebe, ki je dehidrirana? Voda. Pa pogledamo še res, govorili ste si na že, posebno A vitaminov, B kalcija, C vode, in C odgovor je pravilno. Torej, 2 točki za rumene. Gremo zeleni. Kako imenujemo ladjo, ki prevaža nafto? A. Ali je to tanker, B. Cisterna, C. Oceanka. Tanker. Tanker, spodajmo, če je dovolj pravilen, in ena točka za zelene. Svet odgovarjajo rumeni. Kaj prodajajo v trgovini second hand?
za odgovor? Pomoč. Ali so to rabljena oblačila? Ali so to stvari za rokičarje? Ali so to proteze roke? Prosim za odgovor. Rabljena oblačila. Pa pogledajmo. Ena točka za rumeno ekipo. Mariboru je kar nekaj teh kategorij za času, ne? Nismo navajeni, ampak smo se že pojavili. Gremo vprašanje za zeleni. Kako se enako kot zimski šport imenuje fižolu podobna jed, bogata z beljakovinami? Enako kot zimski šport, fižolu podobna jed. Pomoč. A. Ali je to smuk? B. Ali je bob? C. Skate. Bob. In ena točka za zeleni. Tretje vprašanje v meni. Kakšno meso pričakuje gospodinja, če zahteva pusto meso? Torej, nemastno, D. Goveje, C. Mleko. Dajmo odgovor A, ena točka za rumene. Tretje vprašanje zeleni. Kakšno zelenjavo uživa, kdor uživa presno zelenjavo? Ali je to listnata zelenjava, nalivana zelenjava ali surova zelenjava? Listnata. Listnata trdite, pa pogledajmo. Odgovor C, to je presna zelenjava, tudi kar surova hrana rečemo presna, ne? Drugega gremo rumeno. Kako imenujemo upad morske gladine, če imenujemo dvig plima? Prosim, odgovor. Ali je to spust, B, ali je pivavica, C, ali je oseka? Oseka. O, ima je oseka, ena točka za rumene. Zeleni četrto vprašanje. Koliko stopinj Celzija je primerna temperatura v prostoru, kjer se učimo? Imate razpon, ni treba točno ene, ne? Od do koliko približno? 21. Odgovor 10 do 15, 18 do 25, 27 do 15. Sredo, 10 do 15. Odgovor je 2 točke. Zelene. Peto vprašanje. Katero črko moramo dodati jedi iz kuhanega sadja, da dobimo naravno gnojilo? Črko iščemo, ki jo moramo dodati jedi iz kuhanega sadja. Prosim za odgovor. S in kaj dobimo? Gost. Bravo. Torej A. K, B, R, K. Odgovor kompost. Dve točki za rumeni. Gremo peto vprašanje zeleni. Kako še drugače imenujemo urbana področja na zemlji? Pomoč. A. Ali so to polja, B. Mesta, C. Gore.
polja, šurbana, naseljena naselja, torej mesta. Drugega, koliko je rezultatno v drugi igri? 13-12. Torej, zelo izenačeno, nič se izsredljeno, gremo spet proti njih. Znamo, s tem se eno, se malo priputimo, torej za 5, to spustimo, mali stvarata, Ambora in Sijamska. Dobro, če ne bi vedeli, je to 4, pravimo naprede, 3, in na azijska srednica je kruma, 2 zvozdniki potilja, tako je njih manča, ki je reči muca, 1 iznej, ki je izmeto. Ja, dobro, zdaj pa gremo, ja, zares ogrožene živali v Sloveniji je tema, ja, torej od 5 proti nič. Pomeni pripravljeni? Za 5 točk. V Sloveniji je najbolj razširjen beloprsi. Veste pa, da nič ne zgodile, ne? Če rečete tukaj napačno. Pa so točke, ampak gremo dalje. Samo kaj? Gremo za 4? Je vse jed. Teknejo pa mu predvsem žuželke. Gremo za 3. Veliko jih konča po vožnjih na cesti. Za 2. Značilni del njegovega telesa so vodice. Jež in 2 točki za rumeno ekipo. Zeleni pazite. Za 5 točk. Skupina živali se imenuje Ursus. Muzika, prosim. To so mlajši, ko so 5, da sedi za 4. Pri nas jih je največ v Kočirskem gozdu. Nič ne dobite, rečete mi. Boste kaj rekli? Ali gremo za 3? Volk. 3. Doseže težo do 400 kg. Na glas, prosim. Medved. Medved in 3 točke za zeleno ekonomijo. Torej, njegovo domovanje je tako, naslednja do 5, 13 jasno. Gremo z drugo vprašanje rumeni. Za 5 točk. Njegovo znanstveno ime je Kaspar. Gremo za 4. Za 4. Med prsti ima plavalno sožico. Prosim, nič. 3. Njegov dom je velika kupola, zgrajena iz blata in lesa. Je spreten podiralec dreves, ki graditelj jezo obvodi. Jezerila. Prosim, na glas odgovor. Odgovor. Buben. Dobro, in 2 točke za rumene. Gremo zeleni. Torej, za eno bilo živalsko vodnim imenom je bobrevka. 5 točk. Njegovo znanstveno ime je Canis lupus. Pri nas živi vukovi gozdovi in gozdovi dirke. Spada med zveri. Volk. In tako je. Zadevo snižuje se prote ali katero samicarjevo volja in 2 točke. Gremo rumenič. Njegov anagram, vemo kaj je anagram, je nadev vegetarijanskega sendviča. Nadev vegetarijanskega sendviča je anagram. Kaj? Anagram je? Kremetanka. Ja.
4. Bolj mu tekne meso, saj spada med zveri. Bokaj? Sokol. 3. Nekateri ga opišejo kot kratko repo mačko na visokih nogah. Gremo za 2. Je večji od divje mačke in manjši od tigra. Od obeh pa ima krajše ime. Sav. Imamo 1. Prevedite besedo sir nazaj. Ris. Res, Sloveniji imamo živali, ne? Gremo zeleni, 5 točk. Pri nas najbolj razširjen se imenuje po okolju, kjer gojimo kulturne rastline. Nema po okolju kulturne rastline. Zaščiten je tisti, ki se imenuje po drugem imenu za gore. Gremo na 3. Značilno je njegovo tekanje sem ter tja. Nekaj rečete, nič ne bo pozorilo. Za 2. Njegov sorodnik je kunec. Njegov sorodnik je kunec. No, nič ne bo. Ni kuna. Pravec pa se imenuje dobro ušte. Zajček. Ja? Gremo rumeni. To je to vprašanje. Začne se z Bogom, ki se 2-krat ponovi. Konča pa se s prvo črko. Za 4. Spada med vodavce. Dom si naredi na drevesu. Tako, 3 točke, 2 ima tečarja v kožo, teša trek in bel trebušek in na pomanjševalnica je večer, da gremo zeleni. Njeno znanstveno ime je Lutra. Ida. Bravo. 5 točk. Idra. Gremo, torej za 4 bilo zaradi dragocenega krma so skoraj iztrebili, njen življenjski prostor so čiste vode, to je vodna kuna, eno ime se začenja z moškim imenom Viki. Gremo 5. vprašanje iz te serije za meni. Deli se imenuje vretica. Pokaj, Iri? Zraste okrog 40 cm. Nekaj reče. Nekateri imajo udomačenega doma. No. Za 2 povezujemo ga z neprijetnim vonjem, ki ga izloči, ko je ogrožen. Dihur in 2 točki za rumene. Zadnje vprašanje za vas, zeleni iz te serije. Zločimo več družin, pred njimi podkovnjake. So nočna bitja. Sporazumevajo in orientirajo se s pomočjo odmeva. Netopiri. Netopiri. Dobro. Nekateri se stajo pri večjih živali, manj. Netopirja sta krenitla. In abeceda. Gremo. 23, 27, torej nič izgubljenega. In abeceda. Poznamo pravila. Primer. Pazimo na znak ne. S, črka S. S,
Vsi jih ustvarjamo, nihče jih ne želi v svoji bližini. Dnevno jih vsak od nas ustvari dober kilogram. Imenujemo jih odpadki, zanje pa poskrbi Smetana. Dobro. Zdaj pa Je že odgovor kazal? Ja. Ja, ni kazal odgovor, ne? Daj da zdaj previdno se eno odgovor. Kje piše odgovor? Ja se ne vidim. Kje? Tu piše smeta, to je odgovor, to je vprašanje. Imenuje se podatkih, zanje pa poskrbi smeta. Kaj je še ni pomoč. Torej, zdaj bi bil odgovor za vprašanje smeti, ne? Pozor, zdaj pa zares. Črka B. Avtomobili onesnažujejo okolje s izpušnimi plini. Tovornjaki porabijo še več goriva in izpuščajo zrak še več strupov. Pametno bi bilo del prometa preusmeriti na železnici. Prosim, da odgovor, zeleni. Torej, posledujemo se vlada, ne? E. Uporabljamo jo vsakodnevno. Pogosto to ne potrebno. Gremo v trgovino, lahko imeli vrečko s seboj. Tako z eno besedo imenujemo vrečko, steklenico, Embalaža. Embalaža? Odgovor je pravilno. Kaj dela embalaža P? Mestnik je zrak onesnažen. Razlog so izpušni plini iz vozil in pojava bivališč. Za ravnotežje poskrbijo zelene površine, ki starejšim služijo za sprehode, mlajšim pa za govor. Park. Park je pravilno govor. Črka B. Se ločujete od plastika, ne? En zabojnik papir, drugega steklo pa plastika. Kako pa se imenuje skupina odpadkov? Prosim za odgovor. Biološki. Odpadki. Črka D. Različni deli rastlin opravljajo različne naloge. Po delu, ki ga iščemo, se pretakajo hranilne snovi. Z vodo oskrbuje veje in liste. Dež. Dež? Ni dež? Torej, druga ekipa, počakajte pa mirno pogledamo vprašanje do konca. Z vodo oskrbuje veje in liste. Kako imenujemo olesenel del drevesa, ki opravlja podobne naloge kot steklo pri manjših rastlinah? Prosim? Deblo in točka za rumen. Črka G. Če še se niste odločili, kaj boste po poklicu, pozorno poslušate. To je odgovoren in zahteven. Dobro. Knjiga Sirec. Druga ekipa ima možnost poslušati do konca. To je odgovoren in zahteven poklic. Dela na prostem in mora biti cesen proti blokom. Ker tega v gozdu se s eno besedo imenuje. In točka za rumenje. Včasih se kika tudi ni dobro biti, ne? Včasih pa je treba resirati. Točka M. Je predmet občudovanja in pogosto ljubovanja. Sam ne težko preživi in je odvisen od staršev. Mladič. To je, povemo. Mislim, naša sestra poslicala. Mladič in točka za zeleno. Črka B. Nekaterih se razveselimo, nekaterih ne maramo. Vmes je dobile po smeri gibanja. Mednje prištevamo točo, sneg, dež. Padavine. Odgovor je pravilno.
črka S. Ponekod vidimo na strehah hiš osvetne kolektorje, zbiralnike energije. To energijo porabimo za segrevanje vode v gospodinstvu. Sončna teles. Vemo. Dobro. Vprašanje. Zame bi še to. Odhod je tista energija, pa ne gore celice. Dobro. To je neke vrste gora. Lahko je nevarna. To velja primerov, ko je na vrhu gore odprtina, skozi katero občasno priteče lava. За odgovor? Vulkan. Tam in pravilen odgovor. To pa je odgovor. Torej, odgovor. Pri tuširanju praviloma uporabimo več vode kot pri kopanju v kadi. Ali je to resnica, ali je to laž? 3, 4, zdaj. Obojni trdimo, da je laž. In objekti, malo tiše se dogovarjate med seboj, ker ste zobnice, pa se slišite, ne? Drugo vprašanje. Ena od škodljivih padavin se imenuje kisli dež. 3, 4, zdaj. Resnica in 2, 2. Tretje vprašanje. Pralni stroj s temeljsko nalepko S je varčnejši od stroja z nalepko A. Zdaj da moč malo. Če se zavrgo, se je za nalašč. Prosim za odgovor. 3, 4, zdaj. Oboji trdite, da je laž. Kateri stroj pa, katera črka je najvarčnejša? Kupujemo zdrave gospodinjske aparate, se splača pogledati. Četrto vprašanje. Veter spada med obnovljive vire energije. 3, 4, zdaj. Oboji da je resnica. 5. Največ hidroelektrarn Slovenije je na reki Muri. Tiše se pogovarjate. 3, 4, zdaj. Na kateri pa je po vaše? Se zato ne šteje, ampak pravite. Šesto vprašanje. Vključena klimatska naprava v avtomobilu poveča porabo goriva. Torej, če imamo vključeno klimo, povečamo porabo goriva. 3, 4, zdaj. Povej, da je to resnica, tako je. Sedmo vprašanje. Edini slovenski narodni park se imenuje Triglavski narodni park. 3, 4, zdaj. Oboji mislite, da je to resnica? Kaj? 8. Zdaj, privarčevali pri gorivu moramo avtomobil pred vožnjo, več minut pogrebati na mesto. 3, 4, zdaj. Oboji, da je to laž. Čutka, ker bi tega avtomobil sploh fukiš, to malo ne dobi. Da, dobro, pa še za okolje je to zelo primerno, ne? 9. vprašanje. Pralni stroj porabi več elektrike kot mobilni telefon. 3, 4, zdaj. Oboji, da je to res. Ja. Zadnjo v tem kolu, 10. Golob sodi v Sloveniji med ogrožene živalske vrste. 3, 4, zdaj. Laž. Torej, po prvem kolu izenačeno, ne? Koliko Žiga? 10. Dobro, gremo. Žiga, 10 je že domena, veš? Mala domena, srednja domena. Predzadnjo, kaj imaš vam ja. Gremo torej na prvo ali drugo žogo. Začnejo rumeni. Prvo
prvo vprašanje, najprej še imamo primer. Kako se imenuje začimba, ki jo pridobivamo iz vode? Torej, če gremo na prvo, primer lahko vojne. Na prvo žogo, bi bilo v kletiki, ne bi bila pomoč. Pazimo rumeni pozor. Spet morate nekaj. Česa primanjkuje v telesu osebe, ki je dehidratirana? Nikaj ni povoditi, ker ne pomagate. Svode. Res? Res, da so govorili so za 2 točki, cel odgovor, vode in 2 točki. Za rumeni, zeleni, vprašanje za vas. Kako imenujemo ladjo, ki prevaža nafto? Moč. A, ali je to tanker, B, ali je to cisterna, C, ali preko oceana. Prosim? Vidimo. Odgovor A, 1 točka. Rumeni, vprašanje za vas. Kaj prodajajo v trgovini second hand? Pomoč. Ali so to rabljena oblačila, ali stvari za levičarje, ali so to proteze roke. C, proteze roke. Poglejmo, če je odgovor pravilen. Kaj pa pomeni second hand? Druga roka. Druge roke, ne? Torej, pardon, so to Rabljena oblačila, ne? Mali bodo kar nekaj takih trgovin, zadnje čase. Ja, vprašanje za vas, zeleni. Kako se enako kot zimski šport imenuje fižolu podobna jed, bogata s beljakovinami? Enako kot zimski šport, fižolu podobna jed. Za odgovor? Pomoč. Ali je to smuk, ali je to bob, ali je skate? Bob. Bob. Velik fižol v bistvu, ne? Tretje vprašanje rumeni. Kakšno meso pričakuje gospodinja, če zahteva pusto meso? Prosim. Pomoč. A, ali je to nemastno meso, ali je to goveje meso, ali je to mleto meso? Odgovor. In odgovor A je pravilno. Na točka. Če bi rekli rodo, to veljava? Ja. Vi, ne? Rodo pomeni na svetu, ne? Kakšno zelenjavo uživa, kdor uživa presno zelenjavo? Presno je bil. Prosim. Pomoč. A, ali je to listnata zelenjava, B, ali naribana zelenjava, C, ali surova zelenjava? Prosim? Torej, C. In odgovor je pravilno. Eni ljudje se res precenjujejo s tem surovo. Rumeni za vas. Kako imenujemo upad morske gladine, če imenujemo dvig plima? Poseka. Seka, torej se odgovorili z prve. Za 2 točki, ali je to spust, ali je bivavica, ali je oseba. Kjer je bil odgovor oseba. 2 točki, dal tega? Dal točke? Rumeni zdaj? To je za nam 15. 15 proti 13.
Dobro. Se zelo Vem. Gremo zeleni četrto. Koliko stopinj Celzija je primerna temperatura v prostoru, kjer se učimo? 22. Zdaj vidimo, ali je do 10 do 15, ali od 18 do 25, ali od 27 do 32. Torej, pa še niste bili volilni, tam se to učite ponovati, ne? Dobro. Rumeni zakon za vas iz tega kola. Katero črko moramo dodati jedi, iz katerega sadja, iz kuhanega sadja, da dobimo naravno gnojilo? Katero črko moramo dodati jedi? Boste reči črko? Črko, prosim. Odgovor. S. In kaj potem po vaše dobimo? Voz. Ko? Črka s, pravilni odgovor, torej kompot, jed, ne? Sadja, s dodamo in dobimo naravno gnojilo v voz. In peto vprašanje po zelene. Kako še drugače imenujemo urbana področja na zemlji? Ali so to polja, ali so to mesta, ali so to gore. Prosim. Mesta. Vidimo. In ena točka za zelene. To so mesta naslednjega točka, ne? Gremo k naslednji igri. 5 proti 0. Primer. Tukaj imamo ogrožene živali v Sloveniji in to se salce. Redo? Primer. V to skupino živali spadata angora in sijamska. Pravimo, da prede. Ena azijska tako. Je puma, čeprav da ni ogrožena na primeru, ne? Spod do živali. Živizivja, ki je domača, ki rečemo. Ok. Karmuca, bom katerega vam poslala iz zelene klike. Zdaj pa zares. Rumeni. Se imam, evo, če se drži malo. Za 5 točk. V Sloveniji je najbolj razširjen deloprsti. Nič ne zgodite, če nekaj rečete, poznamo, ne? Volk. Imamo za 4. Je vse jedi, teknejo pa mu predvsem žuželke. Prosim, gremo za 3. Veliko jih konča poboženih na cesti. Jež. Jež in 3 točke, za 2 zločine del njegovega telesa so vodice, za 1 teladnosti se zvije postič, torej 3 točke za rumene. Zeleni za vas. Za 5 točk. Skupina živali se imenuje Ursus. Vedno že večje živali? 9. Pri nas jih je največ v kočevskem gozdu. Vis. 3 točke, seže teža do 400 kg. Prosim, boste kaj rekli, gremo za 2. Hitro nič ne spozite. Gremo za 2. Njegovo domovanje je brlog. Medved in 2 točki za zelene. Malčki torej imate nekaj rečite, zgubite nič, ne? Drugo vprašanje, torej za 1 minuto ki nas pa javi. Rumeni. Njegovo znanstveno ime je Kastor. Za 4. Med prsti ima plavalno kožico.
Prosim. Žaba. 3. Njegov dom je velika kupola, zgrajena z zlata in lesa. Bober. 4. Bil je streger podiralec drevesnih roditelj. Zovori, živalnim životnim in imam je boberovka. Torej, 3 točke. Zeleni. Za 5. Njegovo znanstveno ime je Canis lupus. Imamo za 4. Pri nas živi v bukovih gozdovih in v gozdovih jelke. Gremo za 3. Spada med zveri. Volk sem slišala odgovor. Prvi se šteje, za 2 točke združuje se trope in krdelo, samica je vokulja. Jan, ven te bo poslala, če se še boš malo pregal. To je volk. Gremo rumeni za 5 točk. Njegov anagram je nadev vegetarijanskega sendviča. Vemo, kaj je anagram, premetenka besede, ne? Črke pomešane. Njegov anagram je nadev vegetarijanskega sendviča. Za 4. Bolj utekne meso, saj spada med zveri. Ris. Bravo, kaj pa je potem anagram, zakaj? Sir. Tako, sir je vegetarijanskih sendvičih, ne? Za 3 nekateri ga opišejo kot kratko reto mačko meso. Mogak za 2 je večji od divje mačke in manjši od tigra. Od ovek pa ima krajši rep. Krajše ime. Prevedite besedo sir nazaj. Kar daj 4, pa potem kombiniraj, ker če ne se kaj zašiješ. 4, pusti to gori, daj 4 nove gor, male. Pol pa na 5, ko se štej, veš? 4 daj gor. Ne? Tak, zdaj pa jih daj 5 stran, veš, ker če ne se kaj zašiješ. Zdaj pa jih 5 daj stran, pa zamenjaj. Veš, zakaj me govorim, če bo na finalu lahko on tako. Jo, 6. Ne, jaz si tu to naredim, jaz si tam razprestim. Ker računam na tebe, da ko bo finale državnega kviza, da boš ti to delal. Ja, To pa je dovoljno, pazi, ko vide plahot pa to. Te bom tukaj delal. Dobro, gremo zmene. Zdravci, vprašanje. Pri nas najbolj razširjen se izbuje po okolju, kjer gojimo kulturne rastline. Po okolju, kjer gojimo kulturne rastline. Okay. Za 4. Zaščiten je tisti, ki se imenuje po drugem imenu za gore. Za 3. Značilno je njegovo tekanje sem ter tja. Tekanje sem ter tja. Uran. Uran. Za 2. Njegov sorodnik je kunec. Zajec. Za 1 bi bilo pravljice, se imenuje dolgovušče. Ja, kaj pa je to, kje gojijo kulturne rastline, kak se reče tam, obolj ne sprašuje? Čarni prodajajo cvetje. Polje, ne? Poljski zajec. Ja, ti svoj miče, poljski zajec, ja? Alpski zajec tudi. Planinski. Pa planinski, alpski je tudi. Ja, dobro mi je za da se saplati. Za 5 točk. Začne se s slogom, ki se 2-krat ponovi. Konča pa se s prvo črko. Za 4. Spada med glodavce. Za 3. Veverica. Dobro, da vidimo za 3, to si naredi na drevesu, ima tečarja kožo pošatre, pušče, njena pomanjševalnica je veverička.
krat 4. Jaz sem še za 3 vstopila, vama sem že prej. Tem je razlika. 4 točke. Pa tam je želija za podložbe. Vam sem že zaštirala. Vse 4. Vam se je že vrtilo naprej za 3, ko ste odgovorili. Za 5 točk zeleni. Njeno znanstveno ime je Luteran. Prosim za odgovor. Srna, Irič. Zaradi dragocenega krzna so skoraj iztrebili. Outside. 3. Njen življenjski prostor so čiste vode. Riba si rekel? 2. To je vodna kuna. Vidra, za 2 točki. Za eno bilo njeno ime se začenja z moškim imenom Vid. Zdaj, 25 na oni, vi pa imate 31. Nič še ni izgubljeno. Zadnje vprašanje iz tega pola za mene. Vedi se imenuje tretjica. Za 4. Zraste okrog 40 cm. Pokaj? Za 3. Za 3. Nekateri imajo domačenega doma. Tihur. Bolj za 2 bi bilo povezujemo na najsrednjim konjem, ki ga izloči, ko je ogrožen in samica je tihur. Zeleni. Za 5 točk. Ločimo več družin, med njimi kot polnjake. On. Za 4. So nočna bitja. Prosim. Netopir. Netopir. Za 3 bi bilo sporazumevajo, orientirajo se s pomočjo odmeva, nekateri se stajajo pri večjih živali in imajo netopirja znaklina. Torej, 4 točke. In zadnja igra. Abeceda. Zdaj pa pazimo lučke. Ja, zdaj pa ti vdače tega. Pa če še jaz ne bi dala za konca se zadeti, svi se poslišimo. Če lučka sveti, gospa, mojca pa še vedno bere in opozori, veš? Samo reči, Ja, reči so, ali pa zeleni. Torej, Še vedno dodamo to na ja, eno točko. Ja, torej vemo, tukaj pa gre, kdo je hitrejši. Vsako vprašanje, vsak odgovor seveda pravi 1 točka, ampak če ste stisnili lučko, pa ne odgovorite pravilno, ima druga možnost do konca mirno pogledati in takrat odgovoriti. Ja, da jih ne pozabi na si moč počovati. 10 vprašanj, iščemo prvega finalista. Mogoče bi bilo prav, da se predstavite z imenom in iz šole, iz katere prihajate, najprej ekipa Nomenih, pa mikrofon, prosim, nam. Ana Hriber, 4. osnovna šola Celje. Torej, Ana iz Celja. Ulička Štefanič, osnovna šola Cenceta Pešajna Maribor. Jan Gimpel, osnovna šola Leona Štuklja. Maribor tudi, ne? Ja. Filip Vokaj, osnovna šola Apače. Dobro, to je malo štajerska zasedba, ne? In pa ekipa Zelenih. Sergeja Raj, osnovna šola Odranci. Odranci, dobro. Jaka Bizen, 4. osnovna šola Celje. Celje. Tinejo Ornik, osnovna šola Edvarda Cedatovica. Cedatovica. Kaja Žvarni, osnovna šola 14. divizije Senovo. In Senovo, dobro. Torej štajerci proti štajercem, ne? Poglejmo vaše vprašanja. Odgovor na črko S. Prosim, zdaj čakam do začina. Odgovor na črko S. Ne boste verjeli, koliko vode v gospodinstvu spustimo v kanalizacijo. Veliko v prostoru, ki ga iščemo. Ko
Zeleni? Sanitarije. Sanitarije pravijo in imajo prav. Prva točka za zelene. Kar 6 litrov gre vode, in to čiste pitne vode, kar je z ekološkega vidika seveda velika škoda. Tudi stranišče odgovor bi priznal, stranišče ali pa sanitarije, vi ste se kar bolj strokovno izrazili, ne po domače. Odgovor na črko P. V naravi je redko ravno toliko vode, kot si je želimo. Rumeni? Pitne. Pitna, pravite? Povemo, kako imenujemo pokrajino? Aha, preobilica vode v kratkem času prinaša poplave, a tudi pomanjkanje vode v naravi lahko predstavlja težave. Kako imenujemo pokrajino, kjer je voda dostopna le na oazah, ena od večjih pa je Sahara? Puščava. To je puščava. Vidite, včasih je naglica tudi ni najboljša. Zeleni so dobili drugo točko. Tretje vprašanje. Odgovor na črko M. Največje bogatstvo v mori so ribe. Vse niso užitne, nekatere pa so ogrožene. Na nekaterih območjih je zato ribolov omejen. Zeleni? Mreža. Mreža pravijo in imajo prav. To je mreža in rezultat je 3-0 za zelene. Dobro, nič še ni 10 vprašanj, tudi zlate črke še ni bilo, tako da vse je še mogoče. Odgovor na črko P. Čistost vode je na različnih območjih različna. Povsod je ne moremo uživati. Kako pa se imenuje Rumeni? Pitna voda. Pitna voda. Aha, vi ste že prej odgovorili na to vprašanje, ne? Pitna voda, tokrat pa bo pitna voda, ne? Tokrat pa bo. 3-1. Žiga, prosim, tako da bom jaz videl točke, ne? Tako. Odgovor na črko L. Kraški svet je poln zanimivih pojavov, povezanih z vodo. Ima več imen, odvisno pač, kje priteče na površje. To je reka Ponikalnica, ki se v našem Rumeni? Ljubljanica je pravilno odgovor. Namreč to je reka Ponikalnica, ki se v našem glavnem mestu imenuje prav po njem, po Ljubljani, torej to je Ljubljanica 3-2. Smo že blizu. Odgovor na črko P. Danes se otroci naučijo plavati prej kot nekoč. Zato so zaslužni tudi strokovni plavalni učitelji. Še najlažji slog plavanja se zdi tisti, ki mu pogovorno rečemo žabica. Zeleni? Prsno. Prsno je pravilno odgovor. Torej, ta disciplina plavanja se imenuje prsno. 4-2. In odgovor na črko K. Nudi različne športne užitke. Po njej se lahko spustimo s čolni, ali se namestimo v katerem od tem zeleni. Ko? Je kar mikrofon, no? Krka pravijo in se motijo. In se namakamo v njej. Katero belokrajinsko reko imamo v mislih, nadjo nas spominja kopalniška odvema Kolpasa. Kolpasan je Kolpa, tako je, in rezultat je 4-3. 4-3 za zelene. Vsaka ekipa je po enkrat bila prehitra. Odgovor na črko S, zlata črka lahko odloča. V Sloveniji je kar nekaj zaščitenih območij. V območju Sečovelj na Primorskem leži eden od naših krajinskih parkov. Rumeni? Soline ne priznam odgovora, malo biti natančni.
ponuja življenjski prostor mnogim živalim in rastlinam. Katero začimbo pa tam pridobivajo? Sol je pravilno odgovor, torej vsebinsko seveda prav, ampak tu smo natančni. Ne rečem, če je kak sklon ali pa število, ampak to je drug pojem. Žiga, rezultat? 5-3 za zelene. Ja, dobro si se znašel, ja. 5-3 pa zlata. T. Ekologi dejavnost podpirajo, starši pa prav tako. Ekologi zato, ker pri njej porabimo manj vode, kot pri podobnih rumeni. Tuširanje. Tuširanje bo pravilno odgovor. Rezultat je 5-4 in zadnjo vprašanje, kljub temu, da je že področeno, ga povemo. Odgovor na črto K. Ime slikajo navijači iz jugovzhodnega dela Slovenije. Kaj ima to zveze z vodo, sprašujete? Prav, pa povejmo drugače. Ime je zapisano na škart. Krka. Krka je pravilno odgovor, tako je. Namreč tako se imenujejo športniki z Novega mesta, kot tudi tovarna. Dobili smo prve finaliste, ker je izenačeno, je prišlo upoštev to naše pravilo zlate točke in je zelenim prineslo finale. Čestitke, en aplavz še za obe ekipi. Tako da prosim kar tekmovalce, da zavzamejo svoje položaje. Torej en aplavz, prosim nazaj. Kje imamo še ena ekipa? Pa mogoče se najprej predstavite ime, šola, kraj, pomeni. Valerija Lapuh, osnovna šola 14. divizija Semarov. Semarov, torej, Valerija. Marko Dušič, osnovna šola Košice. Košice. Mitja Solajac, osnovna šola Zreče. Liza Valental, osnovna šola Trstenja Krenova. Krenova, dobro, pisana druščina in ekipa. Želeni? Sara, osnovna šola Košice. Košice. Petra, osnovna šola Črna. In Črna na Koroškem. Dobro, imamo mešane ekipe spet. Imamo 10 vprašanj, pravila enaka, primer enak. Tako da predlagam, da se ga samo spomnimo in gremo na prvo vprašanje. Žiga smo? Dobro. Prvo vprašanje. K, govor torej na črko K. Voda pride v atmosfero v obliki vodnih hlapov. Tam se pomeni Kondenzacija. Kondenzacija je prehiter odgovor. Tam se zbira v oblakih, potem pa se v obliki dežja vrne na zemljo. Kako imenujemo takšno ciklično gibanje vode? To je kroženje vode, prva točka za zelene. Drugo vprašanje. Odgovor na črko M in že tako zlata črka. Videli smo, da lahko odloča. V prejšnjem polfinalu je odločala. Plast ledu na Arktiki se iz desetletja v desetletje tanjša. Posledice so večplastne. Nekateri jih opisujejo kot naravno katastrofo. Posledice občutijo nekatere živali, ki jim ledene plošče predstavljajo življenjski prostor. Kateri predstavnik zveri je še posebej ogrožen? Meni? Medved. Medved pravijo in imajo prav. Tokrat, kljub temu, da so bili hitri, torej sevni se imenuje tudi polarni ali beli medved, ogrožen zaradi segrevanja ozračja. C. Nekateri naravni pojavi so resnično zanimivi. Zanj bi lahko rekli, zdaj ga vidiš, zdaj ga ne vidiš. Njim je pomeni? Cerkniško jezero. Cerkniško jezero je pravilen odgovor. Druga točka, pogledamo še za tiste, ki niso
nismo tako hitri. On je pisal, že Valvazor gre za naše največje presegajoče jezero, ki leži v neposrednji bližini Cerknice in po tem kraju se tudi imenuje Cerkniško jezero. Odgovor na črko M. Narava je polna zanimivih pojavov. Eden od njih so mrtvice za nepoučene. To so mrtvi rokavi reke, v našem primeru reke, po katerih se imenuje pokrajina Prekmurje. Domeni? Mura. Mura, smo šli malo na sigurno, ne? In odgovor je pravilen, Mura, 3 proti 1 za mene. Ja, započemo. Odgovor na črko O. Voda se nahaja v naravi v različnih oblikah, stanjih in količinih. Saj veste, na zemlji je več vode kot kopnega. Še največ na enem mestu je najdemo v zeleni Oceani. Ja, zeleni dobijo točko, vi zahvalite se domenim. Torej, rekli smo, počakate na vprašanje, počakate na vprašaj, počakate na moj poziv, lučka je zasvetla zelenim in verjetno pa ste vi istočasni, ne? Bolej, ker vidim, malo imate zavoznan ta kabel in zato vam bolj počasi vidite. Ja, tu bude vse okoli potovati. Kaj pa če vrt zalivate s soljo, pa je zavozlano? Teče kaj? Vsaka fantje, če grede gulat, pa bi bilo zavozlano. Je teklo kaj? Ok, zdaj bo boljša. Imamo stanje 3 proti 2, ne? Za rumene. Pa za prednost zlate. S. Poznajo jo turisti, ki se ustavijo ob njeli, ali tisti, ki jih navdušujejo vodni športi. Zeleni. Prosim kar odločno in mikrofon, da slišijo tudi ostali. Čakam na odgovor. Niso soline. V miru, do konca lahko poslušate. Eni in drugi se navdušujejo nad dolino Trento, mi pa iščemo tamkajšnjo smaragdno reko, v kateri ribiči občudujejo Soško postel. Soča. To je seveda Soča, smaragdna reka, 4 proti 2. 4 proti 2. Odgovor. Dobro. Smo. G. Gibanje je koristno za zdravje in ga zdravniki priporočajo. Vendar se lahko nekatere oblike gibanja sporne z vidika ekologije. Nekateri športi, denimo. Iščemo šport, pri katerem je za pripravo in vzdrževanje rumeni? Golf. Golf je pravilno odgovor, tako je. Tako je, namreč tam res porabimo veliko vode za vzdrževanje igrišč, za zalivanje igrišč in je ekološko sporno. V nekateri športi na vodi so dinamični, drugi zahtevajo zbranost in potrpljenje. Med vodne športe sodi tudi ribolov. Ribič potrebuje ustrezno palico, veliko potrpljenja, rumeni, Vaba. in potrebuje tudi vabo. Tako je, 6 proti 2, 6 proti 2. D. Voda v naravi nudi mnoge koristi. Reke so pomembne prometne poti, a tudi vir energije. Kako se imenuje slovenska reka na rumeni? Drava. To je reka Drava, tako je, to je reka Drava. Pred leti smo ravno z učenci naše šole sodelovali na projektu o reki Dravi v Osijek. Namreč Drava nadaljuje svojo pot čez Hrvaško. M. Vodo onesnažujejo tako industrijski obrati kot gospodinstva.
V gospodinstvu jo onesnažujemo tudi z raznimi dodatki, ki jih uporabimo pri pranju perila. Domeni? Mehčalec. Mehčalec, tako je, mehčalec in dobili smo druge finaliste, aplavz za ekipo Domeni. Torej, čestitke. Dajmo še en aplavz, no, tem našim glasovničim, čeprav govorili so smeteh, tu pa pustili za sabo, ne? Finalne pare oziroma ekipe, prosim, da zaostramejo svoje položaje. Takole, pravila takšna kot v polfinalih, s to razliko, da nimamo pravila zlate črke, ampak v primeru neodločenega izida je dodatno vprašanje. Torej, finale UNESCO kviza z ekološkimi vsebinami 2013. Prosim, gledalce za tišino, da gre za res. Primer, zdaj že tretjič. To je Maronka. Poskusimo, če delajo ručke, zeleni da, rumeni da. Torej, začnimo. Prvič, čakamo zdaj, torej, dajte gledalci, kdo ostane, kdo gre, ne pa vmes. Prvič. A. Veliko vode potrošijo obrati, ki jih pogosto obiščejo lastniki jetrenih konj. Domeni? Avtopralnica. Avtopralnica bo pravilni odgovor. Kako je? Veliko vode je tam. Torej, veliko vode se porabimo, da? Več. Odgovor na črko T. Turisti se kar ne morejo načuditi lepotam Slovenije. Izpostavimo kakšno. Ali pa jih izpostavimo 7 na 1. Domeni? Triglavska jezera. Triglavska jezera je pravilni odgovor, druga točka za domene. Torej, občudujemo jih na poti na naš najvišji vrh, če je naš najvišji vrh Triglavska, omenjena jezera, imenujejo Triglavska. 2:0 za domene. Odgovor na črko V. Spadajo med obnovljive vire energije. Njihov pomen pa presega zgolj gospodarske cilje. Športnik jih izkorišča pri adrenalinskih športih, v nekaterih bazenih pa ustvarjajo umetne. Domeni? Valovi. Valovi je pravilno odgovor. 3:0. Povemo, kako imenujemo te spremembe morske gladine, ki nastanejo kot posledica vetra. 3:0, še vedno je 7 vprašanj na razpolago, zlate črke sicer ni, ampak dokler ni 6, še ni končano. Z. V naravi se izmenjujejo obdobja, ko je vode na pretek in nam grozijo poplave in obdobja pomanjkanja vode, ko govorimo o suši. Kadar v naravi primanjkuje zeleni? Zalivanje. Zalivanje, tako imenujemo postopek, ko se v jog dodajamo vodo na vrtu, to je zalivanje. To je 3:1. 3:1, nič ni odločeno. Odgovor na črko P. Nekaterim ne gre v glavo, da spada med ptiče. Ptiči bi naj leteli, kaj ne? Zeleni? Pingvin. Pingvin, tako je. 3:2. 3:2.
Žiga, daj preveri spet, če nekak vozel tam je nastal. Ni, ne? So. No, pa da je enako, približno nam bo. B. Skrije se pod morski kamen ali skalo. Plava po plitvini in se pogosto ujame v trnek. Razumeni? Brancin. In brancin bo napačno odgovor. Lahko slušajte do konca. Katera je ta morska riba, ki se imenuje enako kot detkova žena? Babica. To je babica, tako je. Tako je. Prav na krožniku bi bil brancin boljši, ne? Ampak iskali smo babico. In sedaj kar naenkrat 3-3. Kot se za finale spodobi, odgovor na črko D. Nekatere reke izvirajo v gorah. Potem, ko pretečejo mnogo kilometrov, se izlivajo v večje reke ali morja. Če je ta izliv v več krakih, ga zeleni? Delta. 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 Delta reke Niž, delta reke Donave. Namreč, če je ta izliv več krakih, ga imenujemo po grški črki, to je delta. In v prednosti so sedaj zeleni, 4-3. B. Za Slovenijo je značilna pestrost ekosistemov, v katerih je tudi prisotnost živali zelo raznolika. Iskani ekosistem je še posebej zanimiv. V meni? Barje. Barje je pravilno odgovor. 4-4. 4-4. Tam najdemo šopne, mahove in nenavadne živalske vrste, spadajo med motrišča, v Sloveniji pa je najbolj znano tisto, ki leži na obrobju Ljubljane. To je barje. 4-4. Gremo napred zadnje vprašanje. Najdaljša slovenska reka je reka Sava. Svoj tok začne kot Sava Dolinka in Sava Dolinka in konča v Donavi. Količina vode v njej je odvisna od več dejavnikov. Ali zna kdo povedati natančno, koliko litrov vode v reki Savi meseca aprila? V meni? Nič. Nič. Ni napačno odgovor, zagotovo je nekaj vode. Zeleni? Ni odgovora? Pa je odgovor preprost. Poglejmo še enkrat vprašanje. Učitelji vas učijo natančno preberite vprašanje. Ali zna kdo povedati natančno, koliko litrov vode v reki Savi meseca aprila? Pravilno odgovor je ne. Nihče ne zna tega povedati natančno. Pa še masi kaj drugi bi priznal. Tudi če bi rekli nihče, nič pa ne more priznati. Nihče, noben, niti eden, ne nas zabavaj. Tudi če bi rekli, tudi priznal. In odločilna, gledajte, torej finale UNESCO kviza 2013, 4-4, zadnja črka. Zadnja črka, zadnje vprašanje, kdo bo zmagovalec. D. Vedno več ljudi zelenjavo pridela na lastnem vrtu. Za zalivanje vrta bi bilo potratno. Deževnica. Nisem še vprašal, ni še do vprašaja. Komu gori? Ne vidim, da bi gorela. Žiga smo rekli, da ne posmeš prej. Torej, je bilo v meni, ne? V meni prosim za odgovor. Deževnica. Pravijo, da je to deževnica. Ta namen vrtičkarji v posebnih zbiralnih izbirajo vodo, ki se tja ujame med dežje. Prav potem namreč po dežju se ta voda imenuje. To je... Dajte še počakati malo, da damo. To je deževnica. In dobili smo zmagovalce. Čestitke. Žiga, ti mi boš pomagal, oziroma boš kar ti